Sporočilo Velike noči ostaja in bo vedno ostalo enako. Na začetku sveta in njegove zgodovine in tudi na njegovem koncu ni nič, ampak Bog in to živi Bog. Vera in nevera v to sporočilo skupaj potujeta že tisočletja. Vsak človek pa ima pravico, da se o tem sporočilu izreče, kot se mu zdi prav. Vsi skupaj pa si želimo, da v tem svetu resnično človeško živimo in se tako tudi obnašamo. Če temu ni tako, je to naš intelektualni in civilizacijski poraz. Velikonočni prazniki so svojo simboliko, še bolj pa so svojo vsebino povezani z življenjem. Bog je tisti, ki iz nebivanja kliče k bivanju in ki zmore tudi iz smrti poklicati iz življenja. Reformator Martin Luther je v bistvu Velike noči zapisal: v krščanskem življenju obstajata dva bistvena principa, ki bi jima morali dajati kristjani večji poudarek. Prvič, vera v dejstvo, da smo po Kristusovi krvi odrešeni greha in imamo odpuščanje. Drugič, ker nam je bilo odpuščeno, se mora naša narava spremeniti in moramo hoditi v novosti življenja. Po milosti Kristusa, umrlega in ostalega, postanemo mladike novega življenja, novega človeštva, v katerem skušamo živeti v vzajemnem služenju, brez arogance, z razpoložljivostjo miru in spoštovanja. Odrinjene na rob, uboge in razseljene, ki jih tako pogosto zavračamo in izključujemo, bolnike in trpeče, vse ljudi naj doseže tolažilni glas ostalega Jezusa: mir vam bodi. Vsem želim mirne in blagoslovljene velikonočne praznike.